Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Tokratni naš gost pa prihaja kot dušni pastir, dolgoletni, v Dravski dolini. To je gospod župnik iz Črneč, tudi nekaj let misionar na Madagaskarju, gospod Franček Kraner. Dobrodošli, gospod Kraner, in najprej čestitke ob vaši letošnji zlati maši. Hvala lepa. Citiral bom za začetek to, kar so vaš gospod župnik iz vaše izvirne domače župnije, ki je Lenart v Slovenskih Goricah, zapisali po obhajanju vaše nove maše, torej pred tolikimi leti, leta 74, kdaj je bilo to? 71, ja. Iz ugledne Kranerjeve družine v Zamarkovi je poklical večni gospod delavca v svoj vinograd. Po čem je bila najbolj ugledna vaša družina? Mislim, da ata pa mama sta bila poštena, pridna, potem pa tudi lepo smo se razumeli kot družina in smo 4 otroci. Sestra je starejša 1 leto od mene, živi tukaj v Košakih, v Mariboru, ima svojo družinico, seveda zdaj je že v penziji. Potem en brat živi v Lenartu, Dominik, je tudi poročen, ima tudi svojo družinico, in potem pa ta mlajši brat pa je doma na kmetiji v Zamarkovi 6. Kako je živela vaša družina? Od kmečkega dela ste se preživljali? Ja, glavno kmečko delo. In res sta bila pridna, tudi mama je prijela za vsako delo, tudi večkrat potem tudi zbolela, imela, recimo, so se večkrat ne ležile na nogah, a ne je potem obležala, pa vedno je bila neka bolehna, zlasti po rojstvu tam mlajšega brata Jožeka. Ampak sta oba dva dočakala častitljivo starost, 89 let. V 89. letu sta umrla, 99. leta pa sta umrla. Se je vaš poklic začel rojevati v vaši družini, ob vaših starših? Jaz mislim, da to okolje, v katerem smo pač bili, je bila pač taka verna kmečka družina. Redno smo hodili k maši ob nedeljah, tam sosedje nekateri torej niso bili tako povezani s cerkvijo, pa vendar smo se z vsemi lepo razumeli. To mi je tudi dalo neko spodbudo. Konec koncev je pa tako, da mene, na primer, so najbolj nagovorile recimo ti nagovori, ki jih je imel že pokojni župnik Janko Kotnik. On je bil res dober govornik, potem pa tudi smo bili z župnijo malo bolj povezani, zato ker je oče bil cerkveni ključar. Jaz pa nikakor nisem bil tako povezan z župnijo, da bi ministriral, da bi bil ministrant ali pa kakorkoli že, ampak takole, no, bili smo torej povezani s cerkvijo, ravno bolj preko očeta, in potem preko očeta smo bili povezani tudi z župnikom. On je bil tudi predsednik čebelarske družine tam v Lenartu, čebelarskega društva, potem pa je tudi pri nas imel na paši čebele. In, na vašem posestvu? Na našem posestvu, da, ker smo imeli veliko sadja, in je rekel, to bo dobro za jablane, da jih opraši, čebelice, in potem seveda to je bil vedno praznik, ko je vam prišel torej pogledate svoje čebelice, pa potem, ko so točili med, pa to, a ne. In obenem pa tudi priložnost, da povabim kakšnega v semenišče? No, ja. Tisto je potem me malo bolj nagovorilo, ko je imel novo mašo sedanji nadškof Franc Kramberger. On tudi prihajate iz naše župnije. Tudi z njim sta starša imela take prijateljske odnose. Mislim, da je nekajkrat tudi prišel k nam domov. Potem pa en tak lep zgled mi je bil, a ne. Tudi v tistem času ni bilo tako enostavno ubrati to pot.
kajti vemo, da časi niso bili naklonjeni ravno cerkvi, pa verujočim, pa vendar to so bili taki samorastniki, ki so si upali marsikaj reči in tudi storiti. Ne? Ampak tak na res prijateljski, nežaljiv način. Ne? In to je bilo tisto, kar vas je začelo premikati na duhovniško pot? Mislim, da pravzaprav to je nekako začetek. Potem pa seveda jaz sem hodil 4 razrede samo v osnovno šolo v Lenart. Prve 4 razrede sem hodil v Lenart, potem pa sem se vpisal v klasično gimnazijo v Mariboru. In to smo bili v zadnji klasiki, so potem tudi oblast je ukinila, oblast je pravzaprav ukinila klasično gimnazijo, zato ker iz te gimnazije jih največ šlo v bogoslovje. In to je povedal potem tudi en profesor biologije, eno mojemu kolegu je rekel, ravno to je bil vzrok, da so ukinili torej klasično gimnazijo. Verjetno ste bili tudi najbolj izobraženi, ne? No, izobraženi. Široko nekako ste imeli... Ti dajem pogled, malo širši. In no, potem pa ves čas sem se jaz vozil od doma, najprej z avtobusom, takrat sploh ni bilo asfaltirane ceste, Maribor, Lenart, vem, to je to ropotalo, pa se prašilo in tak naprej. Ampak, no, tudi moj šofer, oziroma naš šofer, ki je vozil na tej relaciji Voličina ali Sveti Rupert, Maribor, tisti me je vedno zjutraj me tam čakal, včasih sem celo še zamujal, pa me je kljub temu počakal ali pa kakorkoli že, ko videl, da prihajam tam po cesti. In no, danes so razmere povsem drugačne. V poletni neznosni vročini ni bilo klime na avtobusu? Ja, ampak potem en čas torej z avtobusom, potem se celo eno leto se vozil celo s kolesom, z maminim kolesom v šolo. Takrat je razredničarka bila tako začudena, je rekla, glej, vem, da zjutraj eno leto, tam februarja sem se začel voziti s kolesom, pa vse tja do počitnic. In sem včasih pisal ves za sopa, ves rdeč v šolo v razred, in seveda sem bil nekaj posebnejši, kot vozač. Ste se dobro učili? Tako ne rečem, trudil se sem, ja. Nisem bil med najboljšimi, ker to sem čutil, ta veliki preskok, podeželje pa mesto, in seveda sestra mi je malo daje potuho, ona je bila odličnjakinja v šoli, so jo radi imeli, jaz pa sem potem v njeni senci potem užival. In seveda sem bil tak pridna, ubogljiv, nisem kakih problemov delal in mislim, da je bilo v redu, ja. Tako da ste šele zatem šli v semenišče. Ja, no, prvem razredu bilo malo klasično, je bilo malo hudo, ker seveda določene stvari nisem takoj obvladal, ker nisem imel tako dobrih osnov, nisem hodil vrtec prej, pa tako malo daj otroci. Da bi bili malo bolje socializirani? Socializirani, ja, pa tudi določenih, recimo, določenih pojmov nisem obvladal, besed, recimo, Naprimer, vem, prvi dan, ko smo prišli v šolo, so nam dali urnik. Jaz sem samo debelo gledal, ker bi sploh nismo imeli urnika. To je bilo potem res je bilo... Nekaj novega za vas. Nekaj novega, ja, pa potem bil čisto pafan. Prestrašen nekako. Kaj je to zdaj urnika, Ja, no, in to so take zadeve, ki potem te vedno... Ti ostanejo, Ostanejo, da. Ampak potem z leti pa vse to pride, vse to nadoknadiš, ja. In potem v bogoslovje pa? Ja, potem sem pa, zanimivo, v drugem letniku so potem ukinili. Mislim, prvi leto smo še bili v redu, potem v drugem letniku pa smo potem išli iz te šole, torej tukaj je bila na Mladinski, klasična gimnazija, potem pa smo preselili v sosednjo osnovno šolo Bojana Iliha. In sem potem tam končal 8-letko, od tam pa sem potem odšel na drugo gimnazijo v Mariboru, ne na prvo, ampak na drugo.
In moja razredničarka je bila Hrastnik Marija, ne, bila profesor latinščine, mi smo bili zadnji klasiki tam in vsi so nas takole malo takole gledali zanimivo. In med njimi, torej in v zadnjem letniku, četrtem letniku gimnazije, sem stopil v semenišče. V smislu, mogoče, takrat sem že malo bolj začel razmišljati, da bi šel v bogoslovje in sem potem tam določene ljudi tudi poznal. En moj sošolec, Bračko Franc iz Hutinje vasi, je tam vedril, on se vozil tudi iz Slivnice, iz Hutinje vasi z vlakom, pol pa malo prej prišel ta vlak in je tam je on lahko bival, se pravi pred poukom, ker smo imeli tudi popoldan. In potem pa sem jaz tudi večkrat šel tja obiskati, ne. No, in sem tam recimo poznal ravnatelja Žličarja, bil je ravnatelj malega semenišča in je bil tak zelo navihan profesor, ne, Ivan Žličar. Smo imeli vsako nedeljo mašo v cerkvi svetega Alojzija in zanimivo, tam je tudi redno prihajala ena naša profesorica k maši, gospa Juvanova, in ni bila poročena, ampak tam je učila francoščino. In tudi to je bil en taki motiv, no, ki nas je potem še bolj povezal in dal določene smernice. In zanimivo, potem, ko sem jaz maturiral, je moja razredničarka me počakala potem, ko smo torej odhajali iz gimnazije, tisti zadnji dan, me je počakala tam pri glavnem vhodu, pa me je torej nagovorila, je rekla, no, gospod Krane pravi, a ste se vi zares odločil, da boste šel v bogoslovje? Sem rekel, kakor kaže, bom šel, ampak sem rekel, zdaj še ne vem, zdaj še vojaščina, vmes pa še bogoslovje. Potem pa mi pravi, če se bo to zgodilo, me povabite na novo mašo. Čudovito. No, in potem pa se res zgodilo, ko je prišlo tako daleč, no, da sem postal novomašnik, sem povabil razredničarko Hrastnikovo Marijo in gospo Juvanovo in sta tudi prišli, pa še kar nekaj lepo število sošolcev iz gimnazije mi je prišlo potem tudi na to novo mašo. In seveda razmere so bile takrat na te nove maše povsem drugačne, kakor pa takrat, ko je imel novo mašo gospod Načkov Franc Kramberger. Že veliko lepih stvari je on povedal, kako je bilo takrat, in razmere so se že toliko premaknile na bolje, bi lahko rekli. Ni bilo več tako, ne vem, no, takega nasprotovanja in vsega tega. Vem takrat, ko je gospod Kramberger imel novo mašo, so bili brigadirji oziroma so delali to cesto Benediktar Gornja Radgona. In takrat, ko smo imeli to slovesnost v cerkvi, so zona najbolj pili. Propaganda je bila torej zelo huda. In je potem tudi, tako je naslednji dan se je že moral iti spet zagovarjati, zakaj je, na primer, organiziral procesijo od doma v cerkev. Ker je ni prijavil, in se mora zagovarjati. Tako so ga pač šikanirali. Pa vemo, zakaj se potem on odločil, hotel biti študirati, je hotel medicino, no, ampak potem, ko so toliko nasprotovali, proti tem je rekel, pa sem se ravno za to odločil. Tako nekako. Ni bil edini, ne? Ja. Smo že slišali tukaj z tega sedeža tudi vaše predhodnike, nekateri, ki so prav to povedali, da jih je prav to spodbudilo, ker so jim nasprotovali, ne? Seveda so mene tudi potem, tu pa tam, še zdaj, ko sem bil v Črnečah, so še prihajali k meni določene stvari, če bi sodelovali. Pol pa seveda zanimivo, je prišel en tip v civilu, pa me tam neke druge stvari spraševal, potem pa pravi, vi ste bil na Madagaskarju? Jaz sem rekel, ja. Potem pa tak naprej,
Potem, seveda, ker je bil mlajši od mene, pa sem ga začel kar tikati. Sem rekel, poglej, mi da se danes prvikrat vidiva, a ne? In ti že toliko stvari veš o meni, a ne? Jaz sem rekel, jaz pa nič o tebi, a ne? In sem rekel, se ne poznava, a ne? Sem rekel, ti pa že marsikaj veš o meni. In sem rekel, gledaj, če boš imel kakšne druge probleme, ne takšne, kako ne si danes prišel k meni, sem rekel, sem ti vedno na razpolago, ne? Če boš imel kakšne duhovne probleme, a ne? Da ti pomagam usmeriti tvojo dušo v nebesa. Tako, in takrat sem ga prvikrat videl in zadnjikrat, ne? Se je potem hitro spakiral, potem je videl, da sem pravzaprav tudi človek na mestu tako, kot se šika. Kaj vam je najlepšega ostalo z vaše nove maše? Z moje nove maše? Ja, lepo so pripravili, ne, mislim, pa tudi animirali to sožupnijo, a ne. Mislim, tudi recimo ti sorodniki, ki so bili tako bolj, se nismo toliko videvali, svoj čas, a ne itak, ko si tam študent, pa sem pa tje. No, takrat smo nekako začutili, da smo skupaj kot ena družina, kot sorodstvena ali pa kot občestvo, kot župnija. In jaz menim, to je lepo, ne, da potem se ti tudi ljudje recimo odprejo, pa ti zaupa kako tako stvar, ki je recimo marsikomu ne bi, ne, kot duhovniku. To je to, ne. Se vam zdi, da so se uresničila vaša mladostna pričakovanja pri vašem kasnejšem delu? Je to tisto, kaj ti Cerkev da vsakemu kandidatu več let v času študija in tako, da se lahko pripravi, razmisli, da vidi, kako poteka tudi pastoralno delo. Vi ste bili tudi nedeljski kaplan, ne nazadnje, ne? Že pred posvečenjem ali kako? Ja, nas so posvetili že v 5. letniku. In potem sem še bil vedno na fakulteti, torej smo še imeli določena predavanja pa izpite, medtem ko smo že hodili na župnije pomagati. Jaz sem bil, mene torej Držičnik so me poslali v Svečino in to je bilo tudi tako prvo duhovniško moje mesto, a ne, delo z mladimi. Zlasti sem imel mladinski verouk, pa tudi ostali verouk, a ne. Zelo pomembne, oziroma zelo se spominjam, torej mladi so radi prihajali, ker tam je bila tudi ta šola kmetijska, a ne. In so prihajali iz različnih krajev, iz različnih župnij, a ne. In seveda z veseljem so potem, jaz sem človek mlad, a ne, in gliha v kup štriha pravijo, a ne. Pol pa marsikaj bi radi videli, ne, čuli, navdušeni so ti mladi in res takrat je bilo, so bili čisto drugačni časi, kakor danes, ne. Danes so mladi okupirani z vsemi drugimi problemi, a ne, imamo te pametne telefone, ono, tretje, ne, in danes jih take stvari več toliko ne zanimajo, a ne. Tudi bolj izgubljeni, ne? Izgubljeni so, ja, imajo večje probleme, mnogo več, kakor pa svoj čas so ti mladi imeli, ne, res smo imeli, se družili smo, potem tudi šli kam skupaj na izlet, vem, da še je Vinko Potočnik, ki sem ga povabil, smo takole kam poromali in je res bilo prijetno, a ne. Vem pa, da je prišel tja en profesor, nov profesor oziroma učitelj tam na to šolo, zdaj ne vem, to kmetijsko se mi zdi, ja. In seveda, mislim, da je prej bil na carini, ali kje. So ga poslali tja, da bo tam naredil red, ne, da ne bi tako bili povezani s cerkvijo, kakorkoli že jim prepovedal, da bi hodili tja na ta srečanja. In zanimivo, takrat so se pa krajani dvignili po konci, pa so rekli, mi smo že prej tu kot ti, a ne, in če boš ga tako lomil, a ne, vedi, kaj te čaka, te bomo nagnali enostavno, a ne, in je moral potem popustiti, a ne. No, tam je bil tudi, v Svečini sem se spoznal z častitljivim gospodom Lojzetom Bratušem. Častitljiv gospod je bil, kar sem ga občudoval, zelo potrpežljiv, čeprav je imel, recimo, bil bolan, je imel to
kako že temu rečejo, anospretar, oziroma rečejo, vrečko. Stomo. Stomo je imel in to mene nič ni motilo. Jaz sem ga samo občudoval, kako potrpežljiv bil za to zadevo. In še kar je bilo najbolj zanimivo, kar sem si zapomnil za vedno, za vsako drugo besedo rekel Bogu hvala. Tudi če se mu kaj zalomilo, vedno rekel Bogu hvala. No. Menda bi tudi tako morali, vsaj mi kristjani, ob koncu dneva Bogu reči hvala tudi za vse slabe stvari, ki so se nam zgodile morda čez dan. Ne? Da, in gospod škof Držečnik je potem tudi hotel, da bi mogoče tudi kaj mu še pomagal, pa na to nič ni dal. Je rekel, koliko sem teh zdravil pojedel, pa so bili drugi posegi tudi, ne, ker če bi bil kakšen čudež, bi moral to biti kar takole. Ni hotel, da bi se potem, da bi šel skozi ta proces pa tak naprej. Čeprav so tam kolegi mu pomagali, mislim, celo sošolskega operiral in je celo dejal, da je zdaj stanje v redu, in tako, dol pa na to nič ni odreagiral na to. Okay. Preden ste se potem odločili za Madagaskar, ste obiskali še eno župnijo in delovali v njej nekaj časa, 2 leti, koliko? 2 leti, da. Šentilj pod Turjakom. Da. Šentilj pod Turjakom, tam pred mano je bil častitljiv gospod Karl Vogrin, pred mano je bil kaplan 3 leta, 2 leti. No, potem pa, ko on šel, sem jaz prišel tja za njim. 2 leti. No, za mano pa je prišel Tine Tajnik. In še vedno tam, Karl Vogrin pa je že pokojni. On je bil potem tukaj tudi skoraj do smrti, bi lahko rekli, je bil v Koreni, v Zgornji Koreni. In tudi imam lepe spomine na to župnijo. In tam, no, torej, kljub temu, da je bilo mi nič ni manjkalo, in dela bilo na pretek, seveda tam smo dobili še v soupravo Svetevid nad Valdekom, to je župnija, gor v hribih, in moj prejšnji kolega ima tudi en džipa imel, no potem pa sem jaz tudi enega džipa dobil, enega tu v Mariboru, enega oficirja, upokojenega sem ga kupil, in s tistim smo potem hodili okrog, takle, se vozili po tam na Pohorje, smo šli se včasih smučati z otroke ali pa tak, sem jih vedno vozil. In potem sem ugotovil, da to vozilo leti na petrolej. In sem tam v Dravogradu, tam je vlada taka postaja, sem kupil en sod petroleja in s tistim se vozil potem celo leto. Da so vas zelo radi v Šentilju pod Turjakom obiskovali tudi mariborski takratni škof, Jožef Pogačnik, ne? Ne Jožef Pogačnik, ne? Držečnik. A Držečnik, pardon, ja. Ja, zato ker je bil sošolc Franca Bohanca, on je bil dekan moj, in sta nekako se torej večkrat hotela videti pa slišati. Sploh, če je pa se tam modil kje v dekaniji, je še potem imel vedno čas, da ga je prišel obiskati. In zanimivo, takrat, ko se jaz bil tam, tisti 2 leti, so umirali kolegi, recimo gospod Weingel je umrl v Doliču, potem Soklič je umrl, potem so tako začeli umirati. Potem pa smo rekli, kaj pa ti čakaš? Pa je rekel, kaj boš ti čifot? Je rekel, kaj boš ti čifot govoril? Da jaz bi še rad živel. Potem pa meni takrat več ni bilo v Šentilju. Je bil Tine, je pa prišel lepega dne na obisk gospod dr. Stoporko. To je bil tam zdravnik v Šentilju oziroma Mislini. In to je bilo tam okrog poldana, koliko je bila ura, je lepo prišel k njemu na obisk. Pol pa je rekel, gospod doktor, se sedite, prosim, sedite se. On se pa tudi sedel, pa mimo stola. In si je potem
zlomil kolk, so ga odpeljali v bolnico in ni več shodil. Tako je bil tak tisti padec, bil tako usoden. To se je zgodilo ob zdravniku, a ne bi lahko rekel, ob obisku zdravnika. In tako da tudi nikoli ne vemo, kaj še nas čaka. Ja. Gospod Krander, prej ste dejali, da ste že v gimnaziji se učili francoski jezik. Ali je tudi zato potem bila ta vaša odločitev za francosko kolonijo, nekdanjo Madagaskar, da bi tam postali misionar? Ali kako? Francoščina svoj čas, takrat mislim, zdaj ne toliko, ampak takrat v tistem času, to je bil diplomatski jezik. Diplomati so morali en tu jezik vladati, in to je bila francoščina, to je ta noblesa bila. In seveda to me je tako mikalo, ta moja profesorica je bila zelo tak pedantna in zanimivo. Naj še to povem, potem takoj mislim, da takoj, ko sem bil že, tisti dan, ko sem bil posvečen za duhovnika, me je pričakala tu v stolnici pri vratih, tam nekje me je pričakala, pa je rekla, gospod, da bi mi prišli obhajati mojo mamo. Sem rekel, z veseljem. In mama je bila nepokretna, torej tudi nič ni govorila in ona je skrbela za njo do smrti. In potem pa mi je rekla, vidim, kako je vesela, kako je blažena, bi lahko rekla, vidim to na njenem obrazu, na očeh vidim. Ko prejme sveto obhajilo. Ja, ko je prejela sveto obhajilo, ja. In verjetno je tudi povedala, kdo sem, je verjetno znala povedati, toliko verjetno še imela nek stik z njo. Da ste njen učenec. Ja, in potem mislim, da sem bil na Madagaskar, ko me je sporočila, da je mama umrla, je rekla, da sem pa pravzaprav vse izgubila na tem svetu. Ostala sama. Ampak ni se izgubila, ker je imela vero, je bila verna. To je tista profesorica, ko je torej tudi prihajala k maši, ko sem bil semenišnik in je hodila tam k Svetemu Alojziju. In tam je pridigal, imel vodo, je vedno ta Ivan Žličar, mi smo mu rekli Anzi, bil tak preprost človek, on je kar takole ex abrupto, kaj se temu reče, kar tako spontano je vedno govoril, pa smo ga tako radi poslušali, ker je vedno kakšne take lepe zgodbe, pa znajo tudi lepo povedati. Potem pa še to moram povedati, on je potem, prej so starši moji hodili na roditeljski sestanek, zlasti mama, navadno je šla mama na roditeljski sestanek, Ata Netok, no potem pa v tistem zadnjem letniku pa je šel gospod Žličar, pa pride tam na drugo gimnazijo in ga takoj opazi moja razredničarka, ker on svoj čas učil tudi na gimnaziji. In potem ona ga opazi in ga usmerja drugam, ker so iz drugi razredi so tu bili semeniščniki. In ona ni vedela, da sem jaz v semenišču, zadnje letno, da sem šel v semenišče. In ga potem usmeri drugam. On pa vedno gre bolj proti njej, pa pravi, pa imam jaz tu enega. Imam jaz tu enega semeniščnika, oziroma enega dijaka. No, in potem pa je stalo nerodno. In ven od takrat naprej so bili čisto drugačni odnosi med njo in menoj. In je vedno bila pozorna, pa me je vedno še kako stvar takole posebej razložila. No in potem je tudi tako klavrno končala, za ne vem koliko let po tistem, jo je en dijak na hodniku je zbil, je padla, je koliko zlomil, kak je že bilo, in je potem tudi... Nenačrtno. Nenačrtno, so se lovili, dijake, to so mladi, in je potem edni tak, je verjetno že tako bilo, da je, ni se mogel ustaviti, pa se je njo zaletel in je padla. In starejši človek seveda, je pa bila taka bolj zelo, kako bi rekel, fina, taka, kako bi rekel, no, ne vem točno, dobro. Kakšna pa je bila vaša pot do misijonov? Vendarle niste prišli kar tako na Madagaskar, običajno za vsakega misionarja potekajo tudi neke priprave, Že, naprimer, po drugem Vatikanskem koncilu
je bila ta možnost, da smo tudi, recimo, škofijski duhovniki lahko šli v misijone. To pot nam je odprl Silvo Česnik, ki prihaja iz koprske škofije, Silvo Česnik in Stanko Cikanek. Sta torej bila taka prva pionirja, sta šla pomagati torej na Madagaskar ne lazaristom, ali pa moče tudi lazaristom, kajti lazaristi so tudi rabili pomoč, ampak bolj škofije. No, kje ste vi začeli pravzaprav vaše misijonsko delo v tej pripravi? To bi bilo zanimivo izvedeti. Francoski jezik ste nekako že obvladali, ne? Ja, no, takrat, ko sem dobil zeleno luč, da lahko grem v misijone, in sem torej škofo kmalu potem, ko sem prišel v Šentilj, že tisto prvo leto, sem šel v škofo, sem nekaj bi rad šel v misijone, če je to možnost. Potem pa je bil malo začuden in mislil, kaj pa imam za naj probleme, zdaj se hočem jih na tak način rešiti ali znebiti. Potem pa sem, torej mi je dal vedeti, boš moral počakati 1 leto. Ne moraš kar zdaj takole oditi v misijone, ko se ti zmislila. Seveda, ker mora najti naslednika, in potem pa jim dal vedeti, dobro, čez leto dni lahko potem se to uresniči. No in potem sem res, med tem časom sem tudi dobil povabilo tega mojega škofa tam v misijonih iz škofije Farfangana. To je bil Viktor Razafi Mahačača. Častitljiv gospod mi je lepo ročno napisal v francoščini, povabilo, kako bo lepo za mene skrbel, kako bo vesel, če mu pridem pomagati in tako naprej. Črni škof. Črni škof, ja. Domačin tam. In mislim, da isto pismo je verjetno poslal tudi malo drugačni obliki, poslal tudi recimo našemu škofu, na škofijo. In potem sem sklenil pogodbo za 5 let, da grem v misijone. Najprej za 5 let. Za 5 let. Seveda bi lahko komot podaljšal, pa že moj kolega, Pepi Gider, on je 1 leto prej učil v misijone in mogoče to še me potem tudi dal malo spodbudo, je rekel, gled, zdaj boš tu kaplan, potem boš šel za župnika, gled, tukaj pa se ti bo odprl novi svet, tak. Kaj zvem, boš mogoče cerkev videl, kako od zunaj, kako deluje oziroma ta stvar. In res sem res Bogu hvaležen, pa tudi mojim predstojnikom, da so mi to dovolili. In potem sem, torej po 2 letih, odšel najprej v Pariz. Tam seveda so mi dali podporo tale redovna skupnost lazaristov na Rue de Sèvres, tam sem lahko stanoval. In tam sem potem se tudi pripravil za misijone, tam sem hodil v tečaj francoščine, še se francoščine malo izpopolnil, seveda samo 2 meseca, ampak dobro, nekaj je bilo. Potem pa tudi tam so mi, pater Roger mi je urejeval potem te papirje, letalsko karto, vizo za Madagaskar, za bivanje 5 let tam, in to se pač mora imeti, brez tega ne gre. Mislim pa, da tudi določene stvari, tudi zdravstvene zadeve, se mora imeti določen pregled, če sem res zdrav, pa potem še določeno, mislim, da smo takrat se morali tudi cepiti proti rumeni mrzlici, ali kaj že. Verjetno francoski jezik ni zadostoval, za te domačine, ki govorijo malgaščino, ne? Kje? No, in takoj, ko sem prišel na Madagaskar z njihovim provincialom lazaristovskim, smo torej poletela potem na Madagaskar. In takoj, torej, že tisto prvo srečanje tam z škofom v Farfangani, kako so bili vsi pozorni, vsi so tam, kako so bili veseli. In tam vem, da je bil tudi en starejši misionar, Francoz, čisto bled je bil, zdaj, kaj gleda, ta pa bolan, mora iti domov, no, jaz pa mlad, tak poln življenja, in
tako. In potem pa, seveda, kako so bili tam pozorni, vem, da je bil tam na mizi je bil ananas, so mi potem še nekateri odstopili, so rekli, daj, uživaj, privošči si ananasa, ne, pa res tisti sladek, sočina, ne, tu pri nas, tam je bil prav zrel, pa sočina, ne, tam avtohtona stvar, ne. In morda pravkar utrgan. Ja, celo tako. Recimo, da. Koliko časa potrebuje do nas, ne? Ja, recimo, kakšen dan prej, če je bil, ne. Ja. In, no, to so tak lepi spomini. Tako da ste se najprej potem učili malgaščino? Ja, in takoj po prihodu sem šel za 6 mesecev v tečaj malgaščine, v Ambuščo. To je na visoki planoti, medtem ko Farafangana je čisto tam na vzhodu, na vzhodu Madagaskarja, tam nekje na polovici, če je taka štručka, ne, Madagaskar, je Farafangana tam nekje približno na sredi, čisto ob morju. In tam sem potem šel na visoko planot, Ambuščo, tam smo bili v enem takšnem samostanu, jezuiti so imeli to v glavnem, jezuitski samostan bil, in seveda smo bili veliko prostora, je tam bilo, da smo lahko potem tam ti tečajniki bivali skupaj, oziroma vse nismo bili samo moški, duhovniki, so bili tudi laični misionarji iz različnih krajev Evrope, celo Amerike. In smo tam, približno 30 nas je bilo. Jaz sem bil z Ivanom Slakom tudi, ki je že bil kot laični misionar tamle, pa je malo računal, da bi mogoče se on dal spodaj posvetiti, no pa potem to mu ni uspelo, oziroma želel se, ampak potem določene stvari niso dopuščale. No in z mano je bil tam na tečaju, tudi, da smo bila 2, potem sta bila 2 Poljaka, to smo bili že 4 Slovani, in takrat, ko smo bili tam, zanimivo, ja, smo torej bili tudi s Poljaki skupaj, in Francozi, Belgijci, en Amerikanci je bil, Luka, en Švicar, pa veliko teh tudi redovnic je bilo, ki so za te razne skupnosti po različnih krajih Madagaskarja potem delovali. In potem, ko smo končali ta tečaj, je vsak šel na svoje tisto izvorno mesto, kamor je pač bil namenjen. Veliko tujcev, ki pride študirati denimo v Slovenijo, pravijo, da je slovenski jezik zelo težek, da se ga je težko naučiti. Bi tudi vi lahko rekli, za malgaščino verjetno ste potrebovali več časa za to, da se naučiš takega jezika, ne? Pa hitro padeš noter, ne? Zdaj recimo tamle v Madagaskaru, torej v Ambušči, na tem tečaju, tam smo bili neke osnove, ne? Tudi recimo... Koliko časa ste bili v tečaju? Pol meseca, oziroma pol leta. Pol leta? Pol leta, 6 mesecev. Intenzivno, torej pol leta. Ja, in to čisto, ker smo vsak dan bili v tem, smo torej njihovo kulturo, običaje, potem recimo način prehranjevanja, pa vse to. In tam smo tudi počasi aklimatizirali, spoznaš malo tudi tisto klimo, hrano, tiste njihove običaje, pa tak. Potem smo tudi bili svobodni, smo tudi lahko šli, določene dneve smo tudi kam potovali, recimo smo 3-4 šli, recimo smo šli v Tananarive, glavno mesto, in smo potem tam, recimo vikend tam preživeli, in tako, tako da smo tako začeli odkrivati tudi to malgaško dušo in to življenje, ki je povsem drugačno, kako tu. In potem na misijon, na prvi misijon. Potem pa na misijon. In potem sem prišel, takoj so me potem določili, sem šel najstarejšemu ali pa prvemu misionarju, ki je šel na Madagaskar, Francu Buhu, v Vundžuzu. Vundžuzu, in tam sem bil, mogoče smo bila skupaj na 2 meseca, potem on odšel, skoraj leto dni je odšel na dopust, ker je bil toliko že izčrpan, po eni strani pa vesel, in potem pa sem tam ostal sam, zdaj pa plave, če znaš. In kako ste začeli plavati, so vas otroci kaj učili malgaščine? In vsak dan je bil to so taki lepi spomini, polno otrok, ker se nimajo kaj delati, otroci.
tisto šolo, ko so naredili isti par ur, ampak glavni je bil tam misionar, pa ne, en tujca, ne, in seveda vsi so me občudovali, pa se hotel dotakniti, če bo tudi postal bel ali kak je to, ali no, celo so rekli, a to diši ali smrdi, tale koža, ne, belca. In res so bili enkratni, ti otroci, vedno nasmejani, vedno dobre volje. Pol so recimo tudi poskrbeli za hrano, da ne bi bil jaz lačen. Naprimer so prenašali določene sadeže, sem potem moral razdeliti. So rekli takole, zdaj pa razdeli, pravično razdeli za vsakega. Potem pa jaz tisto poskušam razdeliti, so mi, mislim, da sem imel nož, in vem, da sem enkrat prinesel en sadež, ki je zelo lepljiv. Ti ga ne moreš kar takole prerezati, če recimo noža ne pomočiš v olje noter. Olje nekako je tisti, ki loči potem. Ja, loči to lepilo. In potem sem to razrezal, tisti sadež, noter so bili takšni sladki sadeži, tistem, lahko rekel, tisti buče. Pa vem, da rastejo to na drevesi, kot take buče. Pri nas ni teh sadežev. In seveda jaz to razdelim lepo tam, potem pa ta največji kos so potem otroci določili za mene. Zanimivo. So rekli, i ti Mompera, so rekli, to je ta košček, ki je za tebe. Ja. Zanimivo. I ti Mompera. Je bilo težko preklopiti iz slovenske kuhinje na malgaško? Ja, verjetno on ima pač tam vsak dan riž. 3-krat na dan. Riž, to je njihov kruh, njihova hrana. Se rečejo, ne rečejo, daj nam naš vsakdanji kruh, daj nam našo vsakdanjo hrano. Hrano nam daj da, Bog. In smo lahko res Bogu hvaležni za vse to. Torej, če bi ta infrastruktura na Madagaskaru bolj funkcionirala, ne bi bilo lakote. Ker po mnogih krajih ali področjih, recimo, določene sadeži obogatijo celo, recimo, riž 2-krat rodi, lahko na leto. Pa ne rodi samo, recimo, v tistih riževih poljih noter, ki je recimo v vodi, ampak tudi tako kot naša pšenica, tudi na kopnem. Rečejo varitaneti, pa z onega druga ne vem, varitaneti rečejo temu, ki raste na suhem, tako kot naša pšenica. In seveda to oni potem vse zročno to očistijo, tisto področje, potem s palcem naredijo take lukne, pa noter dajo zrna. In to navadno potem morajo menjati, zato ker se tamle, veste, to nič ne škropijo, pri nas pšenico prej zastrupijo. Celo tako rdeča tisti strupa, prej ne dajo v zemljo. Zato, da tisti mrčes razkužijo, ker takrat, ko ona začne kaliti, tako mleko spusti, in to imajo te žuželjke imajo to strašno rade, in to ti vse požrejo. In tudi na Madagaskar isto tako, se tisti črvički tam napravijo in veliko škodo. Zato vedno morajo menjati zemljo, mi rečemo kolobarita. In v zadnjem času, ko populacije je vedno več, grejo recimo v pragost, tam posekajo drevesa, potem pa, ko se to malo posuši, to skurijo, in tam naredijo potem riževa polja. Rečejo Atunda, rečejo, da grejo Atunda, tam naredijo si potem kako kolibo, si naredijo tam riževo polja, ali pa manjok, ali kaj že tam pa sejejo banane. No in potem počasi tudi tam kako kolibo postavijo in tam tako nastane celo lahko cela vas. Zanimivo. Vaš kolega, misionar gospod Janez Puhan, je tem domačinom znal tudi kdaj poučitati, da so si precej tudi sami krivi za takšno stanje. Kaj pa se vam zdi, kaj ste vi spoznali? Ja, sami so si krivi, te njihove navade, Mentalitete, ja, njihove činno razmišljanja, Naprimer, tisti, kateri povoha šolo, ali pa gre kam kaj več napravijo, se potem recimo ne bo dotaknil dela, tistega domačega, tistega gospoda. Odkot moče od nas tujcev, tako je se tega navleko, ali jaz ne vem,
kot da tujci nič ne, pa smo prejeli za vsako delo, ne, ampak on se pa rajta, mogoče, ne vem točno, kaj temu vodi, ampak ti njihovi običaji, ne, ki to morajo pač vse obhajati, zlasti recimo ti njihovi prazniki trajajo včasih več dni, ne, včasih tudi cel teden, tudi njihovi recimo pogrebi so zanimivi, pa vse mogoče praznike imajo, no, tudi te poganske oziroma malgaške, no, ne rečejo. Če ga vprašaš, kakve vere je, bo rekel, da je kristjan, ali pa bo rekel, da je gaš, a ne, da je gaš, da je malgaške vere, ne, se pravi, da veruje te poganske v angače, da oni so animisti, verujejo v te duhove, a ne? Dobre in zle duhove. So pa odprti za krščanstvo, ko pridete misionarji? Ja, so. In to vidim tudi pri teh mojih kolegih, ko so prišli v kakšno vas, ki so bili čisto tak, pa so tudi potem začeli, so bili pripravljeni za molitev, pa da bi jih prišli duhovno večkrat obiskati, pa tak naprej. In potem, recimo, da se tam lahko postavi potem kakšno cerkvico, a ne? In to z lastnimi očmi, ne? Tako je tudi recimo Miha Drvenšek, ne, ko je prišel tam v eno mesto, 60 000, koliko pravi, tam kje že v Keniji? Andoli, ja. Je tam naredil novo cerkev, najlepšo pravzaprav, in tam je imel tudi po 400 ljudi, ki so mu pomagali zidati. Mi smo tudi imeli takšne. Vem, takrat, ko smo mi dva vlast Pepijem spodaj, so prišli 3 Argentinci, laikti, ne. In zdaj pa nismo videli kam dati, pa smo rekli, ne pridejo k nama, a ne v Midungi, a ne. In kajti jaz sem bil tam potem eno leto v Vunđuzu, potem pa smo z Pepijem odšla v Midungi. In tam Midungi, ta misijon, cerkev pa župnišče je zgradil Silvo Česnik. Pa koliko mu je pomagal Stanko Cikanek. To ne vem, da je koliko, ampak glavnem Silvo Česnik je prevzel to nalogo, ja, to gradnjo. In seveda to bilo vse v grobem še leto in nič opreme pa nič, in to smo potem midva to opremljala, ne. In so prišli tudi tile laični misionarji tja, ne, da smo potem to poskušali opremiti. Vem, en je bil zidar, en je bil avtomehanik, en pa bil bolj mehanika, ne. Avtomehanik, zidar, pa kaj še pa en bil. No, glavnem, vem, da smo tam delali eno škarpo, ne, en zid, 3-krat je padel. Zakaj ni imel temeljev ali kaj? Ja, prehitro je delal, ne, potem pa je zasuha, ne, in prišlo deževje, pa se skupaj potisnila. Ste potrebovali tudi mehanika? S čim ste se vozili? Ja, mislim, z kolegom smo imela en Land Rover, en takega, ne džipa, no, to je džip pravzaprav, ne Land Rover. Kak se temu reče? Ja, to je taki z kripov zadaj, ne, da se lahko določene stvari nabaso gora, ne, pa tudi ljudi si lahko, ker je bilo čez, je bila Kako veliko območje pa je obsegal vaš misijon? O, ljubi Bog. Recimo, bi lahko rekli, Franganske škofije je obsega skoraj področje cele naše Slovenije, a ne. In mi smo imeli, recimo, polovico te župnije, škofije je bilo pod našo skrbjo, bi lahko rekli, mi smo to upravljali, slovenski misijon, ne, slovenski misionari. Potem so še bili Italijani, pa Francozi, so imeli določena področja, tam severno. No, in tako da jaz sem tudi na severu bil takrat, v Vunđuza sem enkrat šel za Božič, sem šel še takrat v istem letu, ko sem bil tam, sem šel v Karjango gor, sam, enkrat pa sem tudi škofa peljal, me je prosil. In da je šel obiskat torej ta misijon, oziroma to misijonsko postojanko. In seveda, tam so pa imeli takšne unimoge, ali kaj so že imeli, unimog, ki ima večja kolesa, pa ti z džipom, z Land Rover ne moreš, a ne. Pa si potem, če si padel tam noter, si potem tam obsedel, a ne. In
smo imeli zraven lopate, ne, da si potem, da si pač moral kopati, ne. In tudi škof je lepo, da smo lahko šli naprej, je moral kopati, ne. In tako da smo marsikaj tam lepega doživeli, ja. Kako so potekala vaša bogoslužja, ki ste omenili patra Miha Drevenška? On nam je večkrat povedal, kako dolgo trajajo ta bogoslužja, kako nekaj pestrega je to povezano z veseljem, plesom, petjem. Ja. Naprimer, to je zanimivo, ko pridejo tudi mamice z otroki, pa tam dojijo kar med mašo, a ne. Potem recimo vsa cerkev poje. Ne. Tam imajo samo recimo tisti bobonček tam, a ne, in potem to je vse v luftu, a ne. In to je nekaj doživetega. Mi ne znamo, Evropejci, vse tako tega ne moreš doživeti tukaj. Ne, ni mogoče. Ni mogoče, to je čisto druga mentaliteta. Pa tudi te pesmi, ne, recimo, zlasti za te praznike, Božič, pa Veliko noč, zlasti za Božič, recimo, koliko te besedil ne znajo na pamet, teh odlomkov iz Evangelija, ali pa tudi iz Svetega pisma, no. Potem recimo ena skupina konča, že začne druga, a ne? Več skupin recimo se tako pride z različnih vasi skupaj ali pa tak, in potem to celo noč prepevajo, a ne? In to je. In so imeli tamkajšnji mladi kakšne možnosti, da bi se odločili tudi za duhovniški ali redovniški poklic? Tudi, vse smo imeli semenišče, oziroma ja, pa potem naprej bogoslovje, tudi na škofijski ravni, a ne? Je nekaj, torej že takrat za časa mojega bivanja tam so se določeni fantje odločili, a ne. Samo težko se to odloči, zato ker jih te njihovi običaji nekako vežejo. Naprimer, če se fant odloči, da bo šel za duhovnika, ga potem izločijo iz njihovega klana ali pa, kako se temu reče, njihove rodbine, a ne. In več ni član te rodbine in potem tudi ni pokopan v skupni grobnici prednikov. In to je neka vrste kazen, a ne. Kazen, če recimo se ti ne zaslužiš, da bi tam lahko bil v svojimi. Ja, svojimi, v grobnici, skupni grobnici teh prednikov, a ne. Jaz sem deloval recimo v Medungi. Medungi je tak na visoki planoti že gor, ne čisto ob morju. Recimo Janez Puhan je bil tam čisto ob morju, na Bundžu, a ne, zelo težka klima je tam, sicer je ravnina, a ne, tam čuješ, tam blizu Indijskega oceana je celo pisuje, včasih je glasen, ne, so valovi in tako naprej, in včasih pa, če je bolj mirno, pa pravi, ja, zdaj pa verjetno bo dež, ne. In zlasti recimo največje deževje potem pride tam okrog Božiča. To lije kot škafa, a ne, in je potem vse v vodi, a ne. Vse plava, ulice, vse to, a ne, in tudi prehodani, ne, in recimo včasih tudi vse odnese, a ne, mostov tak ni, tam navadno imajo čez reke vozijo bak, rečejo oni, neke vrste, kako se temu reče? Čovn? Čovn, ja, oziroma tudi tovornjake, kot rečejo, no, to se pravi, kot neki trajekt. Trajekt, ja, nekaj take, ja. Oni rečejo bak, a ne, po francosko je bak. Kaj pa nevarnosti, gospod Kramer, so bile kakšnih roparjev ali kakšne mafije, ali tudi živali, recimo, ki bi vas ogrožale? Recimo, tam med tem plemenom Bara je navada, da si kradejo vole. In fant, ki ne ukrade vola, bo težko dobil kako punco. To je v genih, a ne. In to ne moreš kaj tako odpraviti, a ne. In neverjetno, kako so zviti, kako mora biti, kako mora prelisiči druge, ne, da pride do kakega vola, da ga lahko ukrade, ne, ali celo čredo, a ne. Naprimer, tam je na vas, ne, in navadno v začetku vasi imajo tisto stajo za govedo, ne, ki ga noter zaženejo. In potem pač, no, pol pa recimo na drugi strani zanetijo požar, a ne, vasi. Pol pa vse leti tja, a ne, ker če recimo nastane
nastane požar, seveda se vsi bojijo, ne, in gledati najprej radovednost, potem pa kako to gasiti, ne. Vode tak ni kar takole, ne moreš kje dobiti, kako to potem gasijo, ne vem. Ampak je pa ta tolpa, ne, pripravljena, potem pa pač tisto živino potem spustijo ven iz staje in potem pa jo to ženejo, ne. In tjera ne more dovolj hitro leteti, mu posekajo noge, ne, da ne zavira črede in oni to odbežijo, ne, oziroma in tam se lahko potem... Sicer pa nekih roparjev ni, da bi vas ogrožali, da nimo ali... Ja, tudi so, mislim, takole se bojijo zelo, nikoli ne grejo recimo posamezniki so zelo redki, vedno grejo v skupini in vedno imajo zraven kako mačeto, kakšno sekirco ali sulico, potem imajo tudi zraven tudi kakšno ne skledo, ampak recimo, da imajo skledo zraven kako posodo za riž, ker potem, ko pride do kakšne vode, se tam potem tudi skuhajo riž. Ja. In to se gre včasih tudi 2-3 dni peškama, ne, ker kakšni drugi prevozni sredstva ni, ne. Ste uporabili kaj veliko repelentov, komarji so morda tam najbolj ogrožujoči, ne? To je najbolj zoprna žival, a ne. In zato smo se pač morali tudi zaščititi, a ne. Nismo se mazali, ampak zvečer, na primer, smo imeli tiste takšne posodice? Ne, to so bile takšni, ne vem zdaj točno, kako se temu pravi, ko je se kadilo, si prižgal to, potem pa da bi odganjal komarje. Ja, da taka špirala je bila, ne, in si ti to prižgal, potem pa to se je smodilo, ne, in je to odganjalo te komarje, recimo, če smo bedeli zvečer, ko smo šli spat, pa smo vedno nujno imeli te mustikerje, se pravi, te mreže za, ne. In mene je pičil tale škorpion, me je pičil en lepega dne, ravno ko zvečer smo tam bedeli, potem pa v kuhinji, potem pa sem šel tak čez vrt, smo imeli tako potko v spalnico, a ne, na drugi strani so bile, torej so bile ti bivalni prostori, spalnica naša. In potem pa sem takle ob robu vlekel nogo, a ne, in tam na tistem robu je bil škorpion, a ne. Ko me je zabolelo, to sem rekel, kaj me te zdaj ugriznilo, a ne. Pa letim hitro v sobo, pa baterijo vzamem in vidim, da se je tam igral s tistim zadkom škorpiona, ne. In potem seveda moj kolega, kaj zdaj napraviti, nisem vedel, je to tako stropena ta stvar, ali kako je s tem, a ne. In bil pa je slučajno takrat, slučajno je bil prišel v vas en zdravnik, a ne, pa mi je dal potem nekaj injekcijo, mi je dal, pa potem bilo v redu, a ne. Nič ni bilo odmenih. Zanimivo. Ja. Ni slučaja, ne? Ja. Da je prišel ravno takrat zdravnik. Ja, zanimivo, ja. In še potem je prosil, če se pride k nama lahko tuširati, nekaj smo imeli tuš tam, a ne. Seveda voda pa je bila kapnica od streha, ne, tak. Ja. Torej, to so nevarne živali, ki ogrožajo tamkajšnje ljudi. Kače niso? Kače niso nevarne. Kače rečejo bibi lava. Bibi je žival, a ne. Lava pa pomeni dolga žival. Bibi lava je kača, a ne. Tako da se jih ne bojijo? Ja, potem vakuj pa je pajek. Tisti eden pajek je zelo, tisti pa res najbolj navaren, ker tudi enega našega kolega, zdaj že pokojni, Janez Slabe, ga je pičil tam, ko je gradil cirkev, ne, pa ima tam tisti gramos, pa tisto kamenje je tam ležalo okrog, ne, in je tam nekaj se motovili okrog in verjetno ga je učipnil, a ne, me je tam zlezel recimo na tisto japonko, a ne, in je potem ga pičil. Potem pa pravi, nam je prevedal, kak je čutil, kak mu je šla ta strup, kak mu je šel gor, ne, tu po nogi in naenkrat se je onesvestil. In je bil 2 dni v komi. Pa so ga takoj peljali tam v Angedžano, torej no tam so imajo sestre tudi svojo ambulanto, pa vse to, pa določene injekcije so mu dali, nič ni bilo, potem so prišli domačini in so rekli mu pa poskusiti, če ga je ta pajek pičil, niso vedeli kaj je, zakaj.
in smo potem dali nekaj pit domačini in je potem so tako videli, da je bolj pajek, a ne. In potem začel bruhati, pa tako naprej in je potem prišel k sebi, a ne. In torej domačini poznajo, ne, določena zdravila. Zanimivi so torej njihovi vrači, a ne. To še moram povedati, imajo torej taki vrači so, ki ti grejo na roko, ki ti pomagajo, potem pa tudi taki vrači, ki ti lahko škodujejo, a ne. Naprimer, če treba koga spraviti na drugi svet, to so oni specialisti. Ja. Poznajo določene strupe, a ne, recimo na daljši rok, a ne, boš umiral več mesecev, a ne, in zlasti recimo, to se vidi tudi med mladimi, ne, če recimo se potem zasovraži ali kakorkoli že, ali bo punca ali pa fant ti bo dal kaj za pojest in potem recimo naenkrat ga vidiš po dolgem času, da se vrne recimo nazaj v vas in da potem samo hira, dokler ne umre. In torej recimo fant pri najlepših letih. A ne? Veliko delo med tem ljudstvom opravljate slovenski misionarji. Kako pa vidite prizadevanja toliko letna že patra Pedra Opeke, ki ga je obiskal tudi papež Frančišek? Ona dva starojaka, verjetno se je odprej poznala in je verjetno tudi, je marsikaj že slišal o Pedru Opeki, sam Frančišek, a ne? In to je res bilo verjetno veliko doživetje, a ne? In takrat smo še bili skupaj, ko sem jaz bil, smo bili skupaj v Angeđanu. To je bil nek center našega slovenskega misijona v Angeđanu. Tam smo se vedno ustavili, recimo jaz, ko sem pošel recimo na Škofijo, sem moral iti skozi Radomeno v Angeđanu, potem pa naprej Farfangano, a ne. In tam v Angeđanu smo vedno potem tudi prespali. Jaz sem rabil skoraj 3 dni, da sem prišel tja do kakih, zdaj ne vem, 150 ali pa 200, 150 recimo, 150 kilometrov, 3 dni sem rabil za to. Ste kaj potem imeli domotožje, da tako rečem, kajti misionarji tam, kjer delujejo, običajno, ko se iz Slovenije vračajo nazaj k tistemu narodu, čutijo, kot da se vračajo nekako domov, čeprav niso tam doma, ne? No, to je čutil predvsem misionar, ki del časa že tam. Jaz bi še podaljšal 5 let, verjetno me ne bi bilo tu. Zakaj? Zato, ker se tu tako prevzame, potem pa se težko tu spet živiš, ker spodaj je čisto drugi tempo življenja. In imaš tam pravzaprav, se potem tam daš na voljo. Ampak dobro, jaz sem bil 5 let, pa sem pravzaprav svoja najlepša leta sem tam daroval za te najbolj uboge, pa tudi najbolj potrebne, marsikaj so me tam naučili lepega, dobrega. In jaz sem tudi takega škofa, ko je rekel, pustite, da vam tudi oni kaj spregovorijo, tudi ti preprosti ljudje, tudi pogani. Mislim, to je bila ista taka gesta, ker takrat vem ob njegovem posvečenju, namreč Viktor Razafi Mahačače, to je ta prvi škof, ki me je povabil dol, je kmalu potem, čez kako dobro leto, postal kardinal. In smo ga potem je odšel v glavno mesto Tenerife, bil je tudi pri izvolitvi novega papeža Janeza Pavla II. Smo se bili tudi vsi veseli, to smo živeli na Madagaskarju, to veselje, zlasti pri naših misionarjih Poljakih. No in potem smo čakali na novega škofa, Šale Remija Rakutonirina, ta je tudi bil jezuit, prvi tudi. No in ob njegovem posvečenju, ki je bilo v Farfangani, takrat, ko je prevzel to našo škofijo, takrat je to bilo res tako lepo doživetje, ker so pravzaprav, takrat so bili vsi povabljeni, tudi tisti najbolj preprosti ljudje, tudi malgaši kot taki, ki niso imeli vere v stajenje Kristusa. Zelo rad bi še ostal na tem misijonskem
področju, pa vendar, ker čas tako hitro beži tudi v tej najni oddaji, vendarle bi vas še rad vprašal, malo po 5 letih ste se potem vrnili v Slovenijo, odločili ste se ostati doma. Najprej ste bili nekje drugje, na župniji, ne v Črnečah, kjer ste sedaj že toliko let. Ja, takoj, ko sem prišel nazaj, nisem potem obnovil te pogodbe, torej vse bi lahko prosil, gotovo bi me verjetno še pustili dol, ampak sem videl tudi, da ta klima, pa vse to, ne vem, kako bi to zdržal tako dolgo, sem videl, ker so mnogi misionarji so zboleli, recimo eni so zdržali samo leto pa pol, niso mogli prenašati te klime, potem pa seveda nekateri so hoteli živeti tako, kot Malgaši živijo, pa to je nemogoče, da bi živel tako kot ti avtohtoni prebivalci tam, to ne gre, nikakor ne, ker se bi polomil zobe, in kaj boš potem, če izboliš, Vem tudi pri tem mojem kolegu Pepiju, on je včasih hotel pokazati, da mogoče celo več zmore, recimo, če je šel na turnejo, pa tako, ampak je potem imel težave, da se ni zaigrati, če pa zboliš, kako boš pa v tem pomagal? Recimo Janez Puhan, zdaj, ko je se drugič zdaj vrnil, v tem pismu, ko sem vam ga poslal, opisuje, kako je potem zbolel za malarijo, in vem, da spote takrat, ko sem jaz bil, je tudi več kot mesec dni, je bil imel tako malarijo, to mrzlico pa vročino, da se Bog usmilja. In potem tudi nič ne moreš, kako boš pa delal, če imaš tako mrzlico, ne moreš misliti, ne moreš delati nič. In zato, recimo, hvala Bogu, jaz sem bil ves čas toliko fit, enako vedno sem bil aktiven. No, tam edino v Ambušči sem se nekaj potolkal, ker sem letel gor po stopnicah, pa sem se udrl kožo, sem moral iti potem v glavno mesto, tam na rive, Gerard Rubik, Gerard Rubik je bila ena vojaška bolnica bivša, in tam sem potem, mogoče, da sem tam potem dobil določene stvari, da sem bil bolj odporen. Sem bil tam dober teden dni, sem bil v bolnici, in da so mi potem, ker sem ves utekal, jaz sem tam nekaj namazal, ne s čim, pa sem ves utekal in so me potem tam res, mislim, lepo so me sprejeli in tako naprej. So še takrat bili sledi francoski tem zdravniki, so tako počasi predajali Malgašem, ker ti Francozi so potem pač odšli vsi glavne. Gospod Kraner, kako vi doživljate vaš duhovniški poklic? Kaj vam pomeni to posredništvo, da rečem, na nek način med človekom in Bogom, da ste drugi Kristus, ko ste za oltarjem, ko delujete sveto mašo, ne? Ja, to so resne zadeve, ja. Jaz nisem samo, recimo, duhovni takrat, ko sem za oltarjem, ali pa kot čim veruk, tudi v vsakdanjem življenju. Tako ljudje te opazujejo, te vidijo, tudi zdaj mogoče, zdaj, ko smo tukaj, že to nekaj pomeni. Jaz mislim, to je poklic, to ti je pravzaprav položeno v zibelko, po mojem. Ni bilo težko preklopiti z misijonov, blizu nas ste najprej delovali tukaj pri Vurberku, ne? Da. Sveti Martin pri Vurberku. Tu sem bil potem, ko sem prišel z misijono, 1 leto sem bil tu, in sem se tukaj tudi že vključil v delo, z enim kolegom smo se celo pisala v tečaj angleščine, ampak sem potem meni so vsaj prekrižali ti načrti, me je prekrižala ta nesreča na Korziki. In takrat je se ta župnik, ki je bil v Črnečah, Peter Grobelnik, je bil 12 let tajnik pri pokojnem škofu Maksimilijanu Držičniku, je bil 3 leta v Črnečah, no potem pa ta njegova gospodinja je bila šefica enega biroja Kompasa v Slovenj Gradcu, in je torej
takrat vse te ožje sodelavce so vabili na ta polet na Korziku in med njimi se v zadnjem momentu se odločil tudi moj predhodnik Peter Grobelnik. Ja. In se ni več vrnil? In se ni več vrnil, tudi njegova sestra, ena sestra od Jožice Čerpinšikove je tu bila žrtev te nesreče. In še nekaj Črnečan se je tudi vabila zraven, pa so imeli neke opravke, tako da se niso odločili, ne da bi šli. Tako da človek čuti to naprej, jaz ne vem, no. Pa mogoče, če bi kateri šel, pa mogoče se pa to ne bi zgodilo. Nikoli ne bi šel. Pa kaj nam lahko sedaj ob koncu v nekaj stavkih poveste o vašem delovanju, toliko letnem sedaj že na tej župniji Črneče pri Dravogradu? Vem, da ste se povezali tam tudi v posebno pastoralno zvezo župniji Dravograd v zadnjih letih. Kako to funkcionira vse skupaj? Ja, mislim, da zdaj se že... Je to prednost za pastoralno delo? Že škofija sama se je že odločila, pa začela razmišljati, da bi ustvarili take družine, oziroma te pastoralne zveze. Tiste župnije, ki gravitirajo skupaj, kako torej pri tem manjšem številu duhovnikov vse te stvari voditi pa spremljati. Učinkovito. Ja. In mislim, Slovengradec pa tukaj ta pastoralna zveza Dravograd, tu smo nekako, lahko rekli, taki vzorčni dve. Mnogi so nam se posmehovali, češ kako to deluje, ne. Seveda, če si ti inštaliran župnik, pa tako naprej. Pa živiš drugje. Ja, pa si taki vrtičkar, in ne boš potem te briga, kak bo pri sosedu, Ampak po eni strani že dekanija je taka, da moram neko sodelovati, To je dekanija Dravograd Mislinja? Ne, Dravograd, Mežiška dolina. Mežiška dolina. Torej, svoj čas Dravograd je bila samostojna dekanija oziroma proštija. Je bilo samo 6 ali koliko duhovnikov, prošt je bil tam, ampak potem smo ostala samo 2 in sva se priključila, torej smo potem, mislim, da je bil takrat, že bil dekan Franc Hozjan, ko se je to zgodilo, da smo potem povezali ti dve dekaniji. Kako ste spoznali te vaše Korošce? Kakšni ljudje so to? Ja, še nisem do konca pogruntal. Vse se celo življenje pač učimo. Nekaj drugega, kot so recimo Štajerci, Slovenije Goričani, ali pa Prekmurci, ali pa recimo, kaj zvem, Ptujčani, ali pa neki Ljubljančani ali Gorenci, Primorci, imajo tudi določene kvalitete. Gotovo. In se ne pustijo in to je lepo. Se ne pustijo. Zlasti recimo, če nekateri, ki grejo recimo v Maribor pa Ljubljano, da ohranijo tisto, torej ta melost, Koroški, tako vidiš, En pa recimo pridejo, pa več ne znajo več, nič več ne govorijo recimo po koroško, ampak to so redki. Po ljubljansko? Bolj po ljubljansko, ja. So taki tudi. So podobni morda tistim vašim na Madagaskarju, ki so se šolali, ne? Da. Pa so potem postali gospodje. Tako, ja. Ja, lepo. Gospod Franček Kraner, vesel sem, da ste bili naš gost. Kaj že ura mimo? Veliko več že kot 1 ura. A resno? Tako da čas res hitro beži. Verjetno ste bili še z Madagaskarja navajeni na daljše čase, ne? Marija, tam ni bilo časa. Tam čas odpiši. Odpiši. Ja. Tu smo še zmeraj tako zelo omejeni, pa vendar v tem kratkem času ste nam uspeli veliko povedati zanimivega, pričevati. Verjamem, da so tudi naše gledalke in gledalci veseli tega vašega obiska na našem programu. Želimo vam, da ostanete zdravi, da boste lahko še veliko dobrega naredili med Korošci. Ja, hvala Bogu, no. Upam, da če bom povezani z Bogom, da nam bo to uspelo, ja. Ja, lepo ste praznovali tudi vašo zlato mašo. Vse smo opazili pri svetem Lenartu v Slovenskih Goricah. Tako da ob času, ko Bog da, se spet vidimo na našem programu. Ja, hvala lepa. Hvala vam za vse in čestitke za vse vaše uspehe, tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost.